Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji I am young, mladost brez meja. Moje ime je Kristjan in danes bomo zelo podjetniško obarvani. Moj gost je namreč Urh Kovačič, direktor in soustanovitelj podjetja Psybit. Urh, dobrodošel. Zdravo. Midva se sedaj že kar dobro poznava in vem, da si podjetnik od glave do pet. Ampak ni pa vedno kazalo tako, če gledam namreč tvojo izobrazbo, si bil na dobri poti do tega, da te čaka uspešna kariera v svetu korporativnih financ. Kaj se je zgodilo? Korona? Okej. Ne. V bistvu korona je bila povod temu, da sem se vrnil pol domov in razmišljal, kaj bi delal v resnici, ampak jaz mislim, da sem se predvsem uspel bolj spoznati. Ker če gledam zdaj sebe v svetu, kjer sem živel pri 25 letih, se zagotovo nisem poznal tako dobro, kot se poznam danes, recimo pri 30. V tistem momentu se mi je zdela to pot, kjer bi lahko jaz recimo svoje potenciale izražal tekom življenja, potem pa sem dosti hitro videl, da tak struktura dela, tak način, pa predvsem vrednote in druge pomembne stvari v življenju so mi bolj dosegljive na en alternativen način. Pa jasno korona, kjer te vrne domov, resetira na tovarniške nastavitve, ne? In se začneš ukvarjati s stvarmi, ki jih imaš res rad. In če imaš srečo, potem z teh stvari nekaj vzklije in imaš dela za 8 ur. Ali pa še kaj več. In zagotovo je vzklilo, ampak če se vrnemo na tvojo izobrazbo, katera ključna znanja ti je izobrazba dala, ki jih s pridom uporabljaš sedaj, ko si podjetnik? Dobro vprašanje. Ful velikokrat jaz slišim tudi med ljudmi, ki jih srečujem dnevno, da izobrazba ne da nič, kar bi ti kasneje v nekem podjetniškem smislu prišlo prav, pa se s tem absolutno ne strinjam, ne. Dati neko širino, dati en občutek za to, koliko so stvari lahko kompleksne, koliko so lahko težke. Res je, da je v podjetništvu včasih lažje, če ne veš, kako so stvari kompleksne, ker se ti zdijo enostavno in vidiš rešitve dosti hitreje in potem se ukvarjaš s kompleksnostjo. Ampak kot tako mislim, da ti daje izobrazba širino, razumevanje sistemov, ki lahko pa tudi ne vplivajo direktno na tvoj posel. Ampak v vsakem primeru imaš boljše zavedanje tega, kaj so tvoja tveganja. Če greva k SWOT analizam in podobnim zadevam, jih sigurno znaš boljš postavljati, če si dal čez nek protokol izobraževanja, ki ti je pokazal, kaj vse so kompleksni sistemi, ki delujejo okrog tebe. Leta 2021 si s punco odprl podjetje. Kakšni so bili, bom rekel, ključni izzivi, s katerimi si soočal kot takrat zelo mlad podjetnik, 25 let si imel? 5 let je že tega. Je? Ja, se zdi včasih, da je včeraj nastalo, ampak izzivi so bili pa predvsem neznanje, pri 25 neizkušenost. Čeprav si prebral veliko knjig, ali pa sem prebral veliko knjig, pogledal veliko podjetniških zgodb, predvsem za enega drugega okolja, ameriškega, kjer večina teh zgodb, o katerih beremo in se v njih nekako izobražujemo, na njih učimo, mi to prav dosti prav ni prišlo. Še zmeraj sem naredil vse tiste osnovne stvari dosti narobe. Sva naredila takrat z Evo, od analize trga do vseh stvari, ki analiza trga za sabo potegne. Tu smo naredili ogromno napak. Napak, ki jih pač prvič, ko se s temi stvarmi soočaš, moraš narediti. Ti pa verjetno tudi ogromno dajo v prihodnosti te napake. Ja, zagotovo. Vsaj teh velikih, bolečih napak ne delaš dvakrat, načeloma. Je pa res, da je zelo lahko, mislim, se strinjam, da je lažje, če se učiš na napakah drugih, ampak to so te vrste napake, ki jih po mojem moraš narediti sam. Omenil si že okolje v Ameriki in povedal, da je precej drugače kot v Sloveniji. Kaj se zgodi v Sloveniji z vidika okolja, ko mlad človek odpre svoje podjetje? Kako si ti to občutil? Pa iskreno sem takrat na tisti točki, pri teh letih,
imel občutek, da me okolje dosti suportira. Oba naju. Sva se nekako počutila, kot da je to, kada vsi prvoščijo uspeh, kada so vsi navdušeni nad idejo. In jaz sem imel prva leta podjetništva tak zelo pozitiven občutek, tudi kako na nas gleda družba, okolje. Potem s časom se seveda stvari malo morda nekje spremenijo, pri nekaterih sploh, ker pridejo komponente uspeha in take zadeve, ampak kar se tega tiče, zagotovo ja. Po drugi strani pa, in to je pa jasno, je knjižnica uspešnih primerov slovenskih startupov zelo plitka. Ni prav velik. Če primerjamo to knjižnico recimo z Nizozemsko, kjer sem prej študiral, delal magisterij, Francijo ali pa bog ne daj Ameriko. Ne? In ti business casei, na katerih se lahko učiš, ki jih lahko primeš v roke, pogledaš, kako je stvar funkcionirala, ti zelo veliko pomagajo. Upam, da se ta knjižnica v prihodnosti v Sloveniji malo poveča, odebeli. Leta 2024 si postal MČM top potencial leta. Torej si ambasador 15. generacije programa MČM Young Professionals. Mi zaupaš 3 prednosti, ki si jih pridobil v tem programu, oziroma 3 koristi, ki si jih imel iz tega programa. 3 koristi, Tako. 3 prednosti, ki sem jih pridobil. Zagotovo je največja prednost generacija sama. Ljudje, ki sem jih spoznal. Incredible ljudje. Tudi danes se večkrat dobim, bom rekel, parkrat na mesec se dobim z ljudmi, ki smo bili takrat del generacije, več ali manj. Z nekaterimi tudi poslovno sodelujem. Ljudje. Lagal bi, če ne bi rekel, da je na nek način prepoznavnost, nismo dobili prepoznavnosti takrat in jaz osebno in moje delo na Insibit. In pa znanje, ki se pretaka znotraj generacij, ki ga vnašajo vsi predavatelji, ki ga vnaša celoten koncept povezovanja z ljudmi in delo v skupinah in te zadeve. Znotraj MČM-ovih Young programov si bil tudi mentoriranec, še vedno pa deluješ kot mentor. Kaj je ključna prednost tega, da si lahko mentoriranec, in ključna prednost tega, da si lahko mentor nekomu? Mogoče pri meni dosti specifična izkušnja, da sem dobil res podobne ljudi sebi. In kot mentorje, in kot mentorirance. In pri tistih, ki so dali malo več čez, pa so v podobni situaciji nekoč bili, kot si ti danes, od tistih se ogromno naučiš, zelo z lahkoto. In upam, da je isto tudi, ko govorim o ljudeh, ki so mlajši od mene, pa z mano se pogovarjajo. Trenutno vodiš ekipo, če se ne motim, približno 10 ljudi. Je biti vodja zate nekaj naravnega, ali si moral precej vlagati v to, da si se razvil kot vodja do te mere, v kateri si sedaj? Jaz mislim, da se še kar precej razvijam kot vodja. Da to ni... Ne bi rekel, da sem totalni antitalent za to, ampak da se pa moraš precej razvijati. Pa ja, mislim, da se oba, in jaz in Eva, ki na nek način ekvivalent mene v podjetju precej učiva, kako voditi stvari. V podjetništvu pogosto poudarjajo, da je potrebno biti vztrajen, ne odnehati. Kdaj pa je po tvoje vseeno točka, ko je potrebno zapreti določeno poglavje in iti naprej? Mogoče smo bili na tej točki na začetku, pa nismo zaprli, smo vztrajali in smo prišli naprej. Ampak ja, vztrajnost je definitivno močna komponenta. 3-krat, mislim, da se vsakemu podjetniku zdi, da bi bilo boljše, da zapre to podjetje, preden se mu uspe nekaj posreč, da se mu sestavljajo kocke in da lahko iz te zgodbe nekaj fajnega naredi. Če se za trenutek odmakneva od podjetništva in greva na eno področje, za katero vem, da ti je izjemno blizu, in to je šport. 3 športi, za katere sem prepričan, da so ti pri srcu, so nogomet, tenis in pedal. Povej mi eno stvar, ki si jo naučil iz vsakega izmed teh naštetih športov. Nogomet mi je pri srcu, odkar sem shodil, po mojem. Sem takrat začel tudi žogo brcati. Tako da od nogometa sem se naučil strasti. Po moje strasti.
Odlično. Od tenisa sem se zelo hitro naučil, da nikoli ne bom med najboljšimi na svetu. Pri pedlu se počim vztrajnosti. Odlično, odlično, Ur. Hvala za enkrat, se vrneva takoj po kratkem premoru. Dobrodošli nazaj v oddaji I am Young, mladost brez meja. V moji družbi je podjetnik Urh Kovačič, ki je s seboj pripeljal zanimivo gostje. Urh, koga si pripeljal v najino družbo? S sabo sem pripeljal Evo, mojo soustanoviteljico, sodirektorico, partnerico. Človeka, na kogar se vedno zanesem in sem se tudi tokrat, da bo imel čas in bo prišel z mano. Odlično. Eva, dobrodošla. Živjo. Z Urhom torej skupaj vodita podjetje. Tako, drži. Kako izgleda to skupno vodenje, me zanima? Zanimivo. Če bi me vprašal, da naj z eno besedo opišem, bi rekla roller coaster oziroma vlakec smrti. Gremo ful hitro, pa gremo dol, pa gremo gor, pa gremo levo, pa malo kričimo, pa malo se veselimo, pa malo nas je strah, ampak ne, fantastično. Ko stopiš dol iz vlakca smrti, se počutiš odlično in jaz mislim, da ta beseda kar opiše, koliko se imamo mi fajn vsak dan. Odlično se opisala, zveni zabavno. Tako kot Urh, z Urhom sva se pogovarjala, da ni vedno kazalo na to, da bo postal podjetnik. Tudi ti si po izobrazbi psihologinja. Kje pa je pri tebi se pojavila ta želja, da bi stopila v podjetniški svet? Ja, drži. Psiholog oziroma psihologinja, potem naslednja točka podjetnik, ni mogoče taka najbolj klasična točka, po kateri napredujemo v karieri. Ampak jaz sem to že zelo dosti hitro ugotovila, recimo na študentski praksi, ko sem bila. Jaz sem vedno pogledala po drugih, kje imajo svoje podjetje, kje ustvarjajo dodano vrednost in nekega dne sem si želela, da bi tudi jaz vodila svoje podjetje, razvijala svoje zaposlene in konec koncev v bistvu živela to, da v bistvu life ni služba, ampak da je način življenja. Ampak očitno si nekje nekaj naredila prav, namreč uvrstila si se na Forbesovo lestvico 30 pod 30. Najprej me zanima, kako je biti v takšni družbi, potem pa še si tam uspela splesti kakšne vezi z ostalimi, bom rekel, sošolci. Ja, ko so mene uvrstili na ta seznam, sem bila res vesela, zelo ponosna. Res eno tako čast in hkrati odgovornost nosim v sebi, ker ta družba 30 posameznikov izjemnih pod 30 je res eminentna. In ja, stkali smo prijateljstva, tudi poslovne kontakte, tudi družili smo se že, tako da res hecamo se, da smo prvi sošolci prve generacije 30 pod 30 v Sloveniji. Nekje na tej poti je prišla ideja, da z Urhom skupaj ustanovita podjetje. Mi poveš več o tem, kako je nastala ta ideja? Ja, to je bil en tak konglomerat vsega, tako kot je že Urh omenil, študirala sva na Nizozemskem. Urh je bil vedno bolj v teh podjetnih vodah oziroma v podjetništvu, strategijah, financah. Jaz pa zelo z domenskim znanjem, psihologija, kadrovanje. In ko sva živela na Nizozemskem, sva veliko razmišljala, kje bi lahko pa potem, ko se vrnemo nazaj v Slovenijo, kje odpreva svojo nišo, kje začneva svoje podjetje. In pa se je zgodil splet okoliščin, službe nisva dobila na Nizozemskem, hkrati pa sva šla čez ogromno nekih teh zaposlitvenih procesov v tujini in takrat se je rodila ideja, kaj pa če bi mi nekaj podobnega začeli v Sloveniji, in sva se vrnila v Slovenijo, odprla podjetje in mislim, da smo letos pihnili 5. svečko. In čestitke obema za to. Urh, zdaj odpreti podjetje z boljšo polovico, verjamem, da je zelo specifična zadeva. Sta se na začetku veliko pogovarjala o tem, določila neka osnovna pravila, strategije, kako je to potekalo? Predvsem mi je všeč, da si rekel, da je specifična zadeva. Ker sem prepričan, da je zelo specifična zadeva. In prav razlog v tem, da to pri nas funkcionira, pri naju je to, da sva izredno specifična in izredno, bom rekel, kompatibilna. Da so prednosti, ki jih ima Eva, so absolutno moje slabosti in stvari, v katerih sem jaz dober, tam Eva malo šibkejša. To je osnova, kar pa se tiče pravil, midva nisva nikoli imela nekih pravil, oba sva, kar se pravil tiče, malo slabša, bi rekel, se jih ne drživa najraje.
delava vse na zagon in kot taka sva čist v redu funkcionirala. Meni se celo ne zdi tak roller coaster kot tebi. Eva, Urh je že omenil do neke mere tudi prednosti, ki jih prinaša skupno vodenje, pa tudi izzive. Kaj bi ti izpostavila kot ključno prednost in ključni izziv? Prednost je res to, da nisi sam. Zelo velikokrat slišimo, da je podjetništvo zelo osamljeno oziroma da si sam v svojih problemih. Midva sva takoj v problemih dva. Hkrati pa sva tudi v uspehih dva, z nekom imaš to deliti. In res ogromno se mi zdi, da se lepo dopolnjujeva, tudi prosti čas velikokrat izrabljava za podjetje in verjamem, da nam je tudi na račun tega dosti uspela. Ker na začetku je res tako, moraš porinati, moraš biti vztrajen, moraš delati dvakrat več kot drugi in se mi zdi, da najo nek tak skupen cilj žene naprej. Zelo mi je všeč, da so omenila trdo delo, nepopustljivost. Koliko prostega časa ostane takšnim mladim podjetnikom, kot sta vidva? To je ful težko vprašanje. Zakaj? Ker recimo, če grem jaz nekam na poslovno kosilo, zdaj ali delam ali ne delam, a delam biznis. Načeloma, če neko pišem ta klasičen urnik, je, da smo ponavadi nekje od 8, 9 pa do 4, 5 v pisarni, pol oba dva zelo rada športava, delava proste stvari v prostem času, zvečer pa ponavadi še delava, tako da potem je to razdeljeno. Je pa res, da potem kak petek, pa ne vem, se ti ne da delati, pa greš raje na pedal zjutraj, pa pač lahko greš. Urh, vem, da je strokovnjak za jutranje pedle, drži Urh? Poskušam biti, treniram dosti. Lepo, malo se hecam. Kaj pa tebi prinaša šport, Eva? Urh je že povedal svoje, kaj si se ti naučila iz športa? Ambicioznosti, te zagriženosti, timskega duha, to, da ni predaje, dokler res ni konec, ker jaz sem trenirala profesionalno košarko in res tam, dokler ni sodnik v zapiskov, ni bilo konec in res ta neka organiziranost, časovni pritisk, ambicioznost, želja, hkrati pa tudi sprostitev, ker vsaj jaz za sebe lahko govorim, če si cele dneve v tem, rabiš pol nek odmik, da se odmakneš, da nabijaš tiste žogce malo v steno, da se malo sprostiš. Urh, ti si omenil, da pravila niso vajna močna točka, ampak vseeno sta mogoče določila, da se kdaj o poslu ne govori? Mogoče je bila kdaj ekstremna situacija, ampak bi jih lahko preštel na prste ene roke. Mogoče je nekdo rekel, da ne bi zdaj v poslu, pa so potem čez 20 minut naprej, ampak načeloma teh pravil nimava. V njih ne verjameva, sva oba dost zagreta o tem, kaj počnemo in oba o tem rada govorima. O napakah smo že govorili, ki so seveda sestavni del vsakega učnega procesa. Kako si ti doživljala te uvodne napake, o katerih je prej govoril Urh? Je bilo težko? To je bilo po mojem eno bolj stresnih obdobij mojega življenja. Zakaj? Urh je bil še zaposlen drugje. V bistvu živela sva oba na njegovi plači, jaz sem pač cele dneve delala. In moja naloga je bila ta produkt, ki takrat ni imel product market fita, prodati. In jaz sem res po mojem šla na 50, 100, na 200 sestankov in vsak dan, ko je Urh prišel iz službe, je vprašal, koliko smo danes prodali, koliko smo danes naredili. In ni šlo in najprej sem jaz problem iskala vse, jaz sem šla na vse coachinge prodaje, jaz sem res mislila, da sem jaz problem. Na koncu smo si pa kaj po 9 mesecih priznali, da v bistvu produkt, ki smo ga ustvarjali, se pač žal v tem trenutku v Sloveniji ne bo prodajal in je pač treba zamenjati strategijo. In potem, ko smo si nalili čistega vina, je šlo samo še navzgor. Eva, kaj pa, ko te Urh doma pošteno razjezi, kako potem izgleda drugi dan v pisarni? Je tiha Maša ali? Ja, ne, načeloma res poskušava ne to nositi v firmo. Tudi tako imamo pravilo, da ne greva zvečer skregana spat. Če se pa kdaj, ne vem, skregava v firmi ali pa se mogoče ne skregava, ne strinjava in vsak vidi neko svojo vizijo ali pa način, se pa malo umakneva, umirva in res pač v pisarni probava biti precej profesionalna in tudi v poslu marsikdaj po 2 letih vpraša, a vidva sta skupaj ali ne vejo pol čisto točno, a sva ali nisva, ker res načeloma je najin odnos v poslovnem svetu zelo profesionalen. No, Urh, vseeno upam, da Eve ne jeziš pogosto, da je prihraniš kakšno.
Trudim se ne. Uspeva Trudim se ti? je ne jeziti. Uspeva pa, ja, v redu. Ti uspeva. Predvsem je pa v redu to, da, veš, da delamo v pisarni dopoldan, zjutraj in potem pridemo domov. Lepo, da je ne jeziš prepogosto. Zaenkrat hvala, se pa vrnemo, dragi gledalci in gledalke, po kratkem odmoru. Dobrodošli ponovno z nami v oddaji I am Young, mladost brez meja. V moji družbi sta Urh Kovačič in Eva Esih, partnerja v poslovnem in privatnem življenju. Skupaj imata podjetje, veliko smo že govorili o dinamiki v tem podjetju. Urh, kako imata razdeljeni vlogi v podjetju? To je bilo najlažje. Jaz sem izrazito tehničen tip in imam čez, bom rekel, nekak tehnične procese, tehnologijo, poslovni model. Eva ima pa čez prodajo, ostale operativne zadeve, v tem je absolutno boljša od mene. Srečava se pa pri poslovnem modelu, bi rekel. Super. Eva, je bila kdaj kakšna poslovna odločitev, pri kateri se absolutno nista strinjala? In kako sta potem prišla do nekega konsenza? So bile situacije, kjer sva se mogoče vsak nagnala na svoj konc mize, ampak sva se toliko dolgo pogovarjala za mizo, dokler se nisva uskladila, se našla nekje na sred. Tako da mislim, da prav neke take odločitve, kjer ekstremno enemu ne bi bilo ok, pa drugemu ful super, do zdaj še nisva sprejela. Če se dotakneva še tvojega prehoda iz, bom rekel, psihologinje nekako v leadership, kako je izgledal ta prehod? Si imela kakšne izzive pri tem? Ja, v bistvu kar težko je, ker ti prideš iz faksa in v vodenju veš to, kar smo na faksu povedali. Ne? Teorije vodenja, stili vodenja, ampak pol, ko vidiš prakso oziroma realno življenje, je res čisto drugače. Ne? In na začetku je mogoče, sploh ker sva začela tudi z našimi prijatelji, se pravi, da prvi zaposleni so bili naši najini prijatelji, zelo težko je meni osebno bilo zdaj postaviti mejo, ok, to sem pa jaz, Eva, tvoja prijateljica, to sem pa jaz, Eva, tvoja šefica. A ne? In ponovadi, če sva se kaj na začetku naučila, res težko zaposluješ prijatelje, družinske člane, oziroma to res neko kompleksnost prinaša s sabo. A ne? Kaj bi pa izpostavila kot ključni premik, ki ga mora posameznik narediti v mindsetu, da iz vloge nekega operativca postane vodja? Jaz mislim, da najprej moraš imeti zelo vizijo, kam greš. In potem, ko se enkrat to razjasniš, greš na operativo. Ampak hkrati jaz mislim, da se moraš zavedati, da kogarkoli vodiš srcem s tem, kar si, ker konec koncev vsi smo ljudje, naši zaposleni so, ne vem, najini res tudi dobri prijatelji poslovni. Mi se hecamo, nismo družina, ampak smo kot športna ekipa, ko je treba skupaj stopiti, stopimo, treniramo in jaz res mislim, da pač se nekdo kot vodja razvija skozi celo kariero. Urh, večkrat smo omenili, da mineva 5 let, odkar ste odprli podjetje. Na kateri točki je vsaj biti danes? Na točki, kjer je naslednje leto ključno. Okay. Tako kot vsako leto ali? Tako kot ne. Vsakič se mi zdi, da ne, da to je prav posebej. Ne. In isto je zdaj, smo na eni prelomnici, kjer je končno čas, da se vse tore uspe, kar smo uspeli narediti na domačem trgu, preslika tudi na tuje trge in da končno kapitaliziramo vso bazo znanja, ki se je čez leta nalagala in gradila. Ne. Me veseli, da bom držal pesti za Psybit in za vaju. Če pa recimo potegnemo črto, kaj je ključna stvar, ki vaju drži skupaj v poslu in v odnosu? Pa bom kar pustil, da se zmenita, za koga je to vprašanje namenjeno. Za Evo, jasno. Jaz sem povedal več. Dame imajo prednost. Ne? Jaz mislim, da je to zaupanje, pa to, da sva en drugemu najboljša prijatelja. Jaz bi rekla to, ta vez, prijateljska, partnerska in pa tudi poslovna, ki jo je res težko pretrgati. Odlično si to povedala, Eva. Nimam kaj dodati. Če bi
mogla podati en nasvet nekomu, ki ima 25 let, tako kot sta imela vidva takrat, ko sta odpirala podjetje, ima eno super idejo in želi stopiti na svojo pot. Eva, kakšen nasvet bi to bil? Pa mogoče najprej ti, Urh, ti boš pa dobil enako vprašanje. Jaz bi rekla, da mora res na začetku dobro potestirati, a je ta ideja nekaj, kar bojo ljudje, uporabniki podjetja kupili. Se pravi, da res na začetku preveri, a bo ta ideja tudi prenašala denar. In potem, da samo ustraja, da tudi če 1000-krat pade, da bo 1001. vstal. In da je res, da mu to predstavlja strast, način življenja, pa jaz mislim, da je to recept za uspeh. Super nasvet, Urh, težko boš to prekosil, ampak verjamem, da boš kos izzivu. Bom samo izoliral strast, ki jo je Eva omenila. Brez tega ne gre. Pomemben je, da to, kar delaš, ti je v veliko veselje. Če delaš take kompleksne stvari, zaganjaš startupe zaradi denarja in ne zato, ker te tematika navdušuje osebno, nimaš nobenih šans tekmovati z ljudmi, ki jih to veseli. Jaz mislim, da strast vedno premaga disciplino, ki je usiljena na silo. Da vaju boljše spoznamo, imam še nekaj hitrih vprašanj o vaju. Pa mogoče se tudi vidva malo boljše spoznata. Dajmo provat. Kdo ima več potrpljenja? Dvigujeva roke? Ja, Lahko kar povesta. Bom dvignil roko. Si ti ta? Ok. mislim pa, da je. Ok. prav. Dobro. Kdo je večji control freak? Jaz. Eva. Kdo od vaju večkrat zamuja? Oba. Ja, bo neodločeno. Oba sta zamudnika, torej. Dobro. Kdo od vaju hitreje sprejema odločitve? Urh. Urh. Kdo od vaju bi prej šel na spontani dopust sredi tedna? Urh. Urh, se strinjamo? Znal biti Urh, ja. Ok. Kdo od vaju bi prej tvegal vse za eno idejo? Preden sem slišal drugi del povedi, sem vedel, da sem Tveganje. jaz. Ti si taki raje tvega, torej. Absolutno. Kdo od vaju bolj uživa v pičanju, v prodaji? Eva, Kdo od vaju bi prej zaprl projekt, ki ne deluje? Urh. Eden. Urh, bi Urh. ti? ja. Ok. Ne, zato ker sem Evo spoznal v teh momentih in to je eden glavnih featureov. Kdo od vaju ima boljši občutek za ljudi? Oba. Oba sta dobra z ljudmi. Mislim, da je. Urh, se strinjamo? Ja. Dobro. Evin občutek za ljudi je zelo dober. Ok. In kdo od vaju težje reče ne? Jaz. Ti? Eva, potrdiš? Se strinjam. Zdaj bomo Dobro pa za se... mene, a ne? Je dobro zate, zagotovo, ja. Zagotovo. Zdaj bomo pa še sestavili idealnega poslovnega liderja oziroma liderko. Pa kar jaz bom povedal neke karakteristike oziroma stavke, vidva bosta pa kar eden za drugim tole sestavljala, smo za. Njegova ali njena najbolj izražena vrednota je... Eva, kaj bi ti rekla? Katero vrednoto ima najbolj izraženo? Strast. Urh, strasti ne smeš. Vzela mi jo je z jezika. Eno drugo. Potem vizija. Ja? Najboljša mehka veščina, ki jo ima. Aktivno poslušanje. Zanimivo. Urh. Postaviti se v vlogo človeka nasproti. Tehnično znanje, z katerega področja ima ta lider ali liderka? Jaz bi rekla agilnost in uporaba umetne inteligence. Hitra učljivost. Ok, Jaz bi rekel, da je irelevantno. ok, karkoli. Njegova ali njena starost je? Mislim, da to pa ni odvisno od starosti. Ok, Bom rekel več kot
35 let. Okay. Torej že nekoliko bolj izkušena. Stavi na karizmo ali premišljenost? Karizmo. Urh? Premišljenost. Odlično. Najlepša hvala, Urh, najlepša hvala, Eva, za super pogovor o podjetništvu. Kapo dol za vse, kar sta dosegla do sedaj in držim pesti za vaju in za Psybit, da gre vse samo še navzgor. Hvala. Hvala, Kristjan. Hvala za vabilo sem. Z Tudi veseljem. ta vaša zgodba je krasna. Z veseljem. Hvala, Urh. Dragi gledalke, dragi gledalci, mi se pa vidimo naslednji teden. Najlepša hvala za pozornost. Lep večer vam želim.